V Ljubljani je v soboto, 16. maja, potekalo posebno predavanje v okviru dogodka Deaf Kindness Day, na katerem se je predstavil Mauricio Scarpa, gluhi umetnik, ki že vrsto let nastopa po Evropi in povezuje gluhe in slišeče. Mauricio je svojo osebno zgodbo predstavil svojo življenjsko pot, pomen gledališča in mimike. Z Mauricijem sem bil v stiku že od gledališkega dogodka v Postojni. Takrat mi je tudi povedal svojo zgodbo in pomislil sem, da bi ga rad povabil v Ljubljano, kjer bi imel predavanje o svoji zgodbi. Sem iz južne Italije. Povedal sem svojo zgodbo o rdečem nosu in začetkih tega ter o svojem življenju, ki ni bilo enostavno. Premagoval sem ovire, želel sem biti enakovreden slišečim. Moji začetki so bili v bolnišnici z otroškimi onkološkimi bolniki. Tam sem videl veliko otrok z obritimi glavami, brez obrvi, zelo bolne in z infuzijami. Hudo mi je bilo, zato sem si rekel, da se moram povezovati z njimi, se igrati z njimi. Naslednji dan sem samo vtaknil v vtičnico brivnik in se pobril, da sem bil enak otrokom. Oni so bili brez las in tudi jaz sem bil brez las. Razveselilo jih je, ko so videli, da sem tudi jaz brez las. Najbolj pomembno mi je bilo, da jim dajem objeme in ljubezen. To predavanje ni govorilo samo o umetnikovi življenjski poti, temveč tudi o pomenu vključevanja gluhih v kulturo in družbo. Predavanja se je udeležilo veliko gluhih, naglušnih in tudi nekaj slišečih obiskovalcev, kar dokazuje, da takšni dogodki povezujejo različne skupnosti ter spodbujajo medsebojno razumevanje, sodelovanje in enakovrednost. Obiskovalce je navdušila iskrenost, močna čustvena sporočila, humor ter izrazita mimika. To je pomembno za gluhe in slišeče, da smo v inkluziji. Mauricijevo predavanje o njegovem življenju, o njegovem začetku v gledališču pred 40 leti do zdaj, obiskovanju bolnišnic, policije, skratka, vse to je pomembno za gluhe, za kulturo, da smo si enakovredni slišečimi, da vidijo, da imamo talent. Obiskoval je bolnišnice z onkološkimi bolniki in jih podpiral, invalide je podpiral. Tudi med slišeče se je vključil. Mauricio ne gleda na zaslužek, on zbira donacije in to da bolnišnici za podporo onkološkim bolnikom. Na računalniku se mi je pojavilo obvestilo o Mauriciju in sem se takoj odločil, da pridem. Zanimivo je bilo. Povedal je o svoji mladosti do zdaj, kaj se je dogajalo v njegovem življenju, nad čimer sem bil res presenečen. Najbolj všeč mi je bila njegova mimika, način predavanja in poučevanja z mimiko. To predavanje je prikaz prihodnosti gluhih, da gluhih ne bo vse manj, ampak da se jih spodbuja naprej v gledališču, predavanjih in pri uporabi mimike, da ne bo prihodnost gluhih ugasnila. Veliko gluhih je ganila moja zgodba, kako sem se moral truditi, vztrajati in delati, premagovati ovire in sem uspel. Povedali so mi, da so bili ganjeni in hvaležen sem jim. Mauricio Scarpa s svojim rdečim nosom in izrazno mimiko dokazuje, da za močno sporočilo niso vedno potrebne besede, ampak je dovolj že gib, mimika in humor. To ustvarja stik z občinstvom in širi idejo prijaznosti, topline in srčnosti. Predavanje je bilo navdihujoče in je potekalo v prijetnem ter zabavnem vzdušju. Udeleženci so domov odšli z razmislekom o vztrajnosti, enakovrednosti
in o tem, da je kultura pomembna.